sem se vprašala, kaj dejansko jaz kot posameznik sploh lahko dam tem otrokom. Kaj je sploh moj smisel dela tam? Ker sem si že od nekdaj želel v misijone, tja me je vodilo neko hrepenenje po temu, da bi se podaril, in ravno zato sem se odločil za Indijo, za centre Matere Terezije, kjer bi lahko res služil drugim. Čeprav smo se na projekte odpravili z željo, z namenom, da bi tam nekaj spremenili, jim pomagali, pa se mi zdi, da so v resnici te projekti dali veliko več nam, kot smo mi lahko dali njim v tem kratkem času. Sadovi so na vseh področjih zelo veliki, kar je bilo zame vedno najbolj pomembno, je pa sad, ki je odnesla s sabo vsak od vas, v smislu, da je ta mesec dejansko odprl eno drugačno perspektivo, da vidiš, kaj je dejansko bistveno v življenju. Spomnim, da sem enkrat govorila z Janezom Karmeljem, z našim misionarjem, ki deluje na Madagaskarju, in je takrat rekel, da se mi niti ne zavedamo, koliko damo mi tem otrokom, koliko damo tem ljudem, ko pridemo tja, ko pokažemo, kdo smo, na kakšen način razmišljamo. Ni pomembno, koliko denarja nekam prineseš, ampak kakšen si ti kot človek, kaj narediš, kako se nasmeješ tistim ljudem. Kaj pomeni biti del cerkve, torej kaj vse zmoremo, če smo skupaj, tudi v tem smislu, da smo si Bog drug za drugega, ne? Da lahko Bog preko nas deluje, če nas je veliko skupaj in sodelujemo in so stiki med nami, pa lahko ta Sveti Duh nenehno deluje med nami. Naša župnija je brez meja. Tisti, ki je brezdomci, je naš župljan. Tisti, ki je na cesti, tisti, ki je revež, ki ima nobenega, ki je izključen iz družbe, je naš župljan. Nekako smo se znajdli tam in tisti nasmehi in veselje na koncu. Ko vidiš, koliko jim je pomenilo, da si bil z njimi tisti mesec, so res neprecenljivi.